Zima, ki je za nami, je bila sicer precej blaga, tako izrazitega preskoka iz mrzlega na toplejše vreme ni bilo. Vendar nas to prehodno obdobje vseeno zaznamuje. Živimo namreč v podnebnem pasu 4 letnimi časi in v prehodu enega v drugega se naš organizem mora prilagajati na nove razmere. Mnogi tega prehoda sploh ne zaznajo, pri nekaterih pa se spremembe kažejo kot padec energije in izčrpanost, tudi brezvoljnost. Pri najbolj občutljivih ljudeh pa lahko prihaja tudi do glavobolov, omotičnosti, včasih tudi do bolečin v sklepih. Več o tako imenovani spomladanski utrujenosti nam bo povedala Polona Đerek iz Bioteke. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Pa torej, če mogoče za začetek našim gledalcem pojasniva, kaj sploh povzroča to spomladansko utrujenost? Zdaj, neki konkretni vzroki za spomladansko utrujenost še niso do potankosti raziskani, lahko pa nekako sklepamo na določene dejavnike, ki naj bi jo povzročali oziroma povzročali te težave pri ljudeh. En takih dejavnikov je hormonsko neravnovesje, do katerega pride ravno ob tem prehodu iz zime v pomlad in kasneje poletje. Se pravi, v zimskem času naše telo proizvaja drugačne hormone kot v toplejši polovici leta. In sicer serotonin, ta tako imenovani hormon sreče, se nekako izčrpa v našem organizmu in prevladuje hormon melatonin. In ob prehodu v toplejši del leta spet telo proizvaja več serotonina, kar lahko povzroči utrujenost, izčrpanost, tudi brezvoljnost v našem organizmu. Potem drug takšen dejavnik je temperaturno nihanje, spremembe temperatur skozi dan. Zjutraj, zvečer je še vedno hladno, čez dan se sploh na soncu ogreje, tako da lahko posedamo tudi že brez kakšnih jaken. In pa tudi vremensko nihanje, sploh recimo v aprilu, ko se že samo v enem dnevu večkrat zamenjata sonce in dež, in pa pač krajša, daljša deževna oziroma sončna obdobja. Na to temperaturno nihanje se lahko prilagodimo z večplastnim oblačenjem, se pravi, se temperaturi sproti prilagajamo. Lahko se, če nas je vroče, seveda odvržemo kakšno oblačilo oziroma se po potrebi dodatno oblečemo. Na hormonske spremembe se pa potem lahko nekako pripravimo ali pa posledice omilimo s pitjem kakšnih čajev, recimo ajda, neoluščen oves, tudi plahtica, konopljika mogoče, ali pa s kakšnimi prehranskimi dopolnili, ki uravnavajo naše hormone. Je mogoče ta spomladanska utrujenost prizadene mogoče bolj moške ali ženske, ali to pa vseeno, ali pa tudi, če je odvisno od starosti? Ni rečeno, ni pojasnjeno, ni odvisno ne od starosti, ne od spola, pač zdaj, koliko smo ljudje dojemljivi za take spremembe v okolju. Kako pa lahko potem to spomladansko utrujenost premagamo? Zdaj, eden od dejavnikov, ki sem ga mogoče prej pozabila omeniti, so tudi slabe navade, ki smo jih gojili skozi zimo. Se pravi, premalo je bilo gibanja, premalo mogoče vitaminov, nepravilna prehrana in zdaj je čas, da to spremenimo. Se pravi, več se gibamo sploh na prostem, da dobimo dovolj vitamina D, potem pitje vode, dovoljšna količina vode, vsaj kakšne 2,5–3 litre na dan, potem sadje, sploh pa zelenjava. Če se le da, uživajmo 5 takih obrokov na dan, se pravi 5 obrokov naj vključuje sadje, zelenjavo, po možnosti večbarvnih. Potem mogoče tudi kakšno knajpanje, se pravi tuširanje izmenično vroča hladna voda, obisk kakšne savne, da se izločijo strupi, ki so se nabrali, in pa seveda pravilna prehrana, polnovredna žita, polnovredna hrana. Kako dolgo pa recimo traja ta spomladanska utrujenost? Kdaj se začne, katerega meseca, pa kdaj bi se naj končala? Se pravi, prične se nekje ko se začnejo spreminjati te temperature. Se pravi, ko se ozračje začne ogrevati. Naj vas pa pomirim, oziroma vse gledalce pomirim, da se to obdobje spomladanske utrujenosti končuje že z majem. Torej še nekaj dni, oziroma še nekaj dni pa bo konec. Tako. V redu, najlepša hvala za te informacije in obisk v našem studiu. Hvala.